ste prodekanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani, torej ekonomistka tudi. Ne? V zadnjih letih, vse od začetka trajajoče ekonomske krize, so bili predvsem v začetnem obdobju ekonomisti kot analitiki in pojasnevalci vzrokov in posledic zelo iskani. Začetna vnema iskanja njihovih stališč je potem nekako usahnila, celo več. Ko zadeve niso šle najbolje, so se v javnosti pojavila omalovažujoča mnenja glede pojasnjevanj. Kako pa vi to komentirate? Mogoče bi začela z razlago, preden se pravzaprav lotim direktno vašega vprašanja. Namreč, jaz sem doktorica poslovodenja in organizacije, torej poslovnih ved, ne ekonomije. In je verjetno prav, da že na začetku pojasnim, da mi smo sicer ekonomska fakulteta, ki bo naslednje leto praznovala 70 let, to je že častitljiva starost, in ekonomska fakulteta je blagovna znamka, ki jo ohranjamo in ki jo imamo in gojimo že toliko let, čeprav resnici na ljubo glavnina naših študentov niso ekonomisti oziroma economics študenti, kot jim rečejo v tujini, ampak so študenti poslovnih ved, to se pravi z področja menedžmenta, financ, trženja, podjetništva, računovodstva in drugih. Tako da z tega vidika združujemo pod eno streho zelo različna znanja in zelo različno razumevanje sveta, in če me nekdo označi za ekonomistko, se mora na nek način braniti in povedati, da je to bil del študija, je to pravzaprav hrbtenica, po kateri se poskuša tudi naša šola razlikovati od nekaterih drugih šol. To je v bistvu tudi tradicija, na kateri gradimo, ampak povsem suverena na tem področju pa nisem in so verjetno moji kolegi, ki se ukvarjajo z ekonomijo, bistveno bolj kompetentni kot tisti, ki lahko odgovorijo na tako vprašanje. Ne. Pa vendar, imate kakšno svoje mnenje, konec koncev ste prodekanja ekonomske fakultete, ne? Prodekanja za raziskovalno delo, tako da tudi z tega vidika spremljam svoje kolege, tako na področju ekonomije kot poslovnih ved. Vsekakor je gospodarstvo tisti okvir, ki določa pogoje tako za fakulteto, kot za vse pravne subjekte oziroma za vsa podjetja v tem okolju, tako da z tega vidika ga vsekakor moramo spremljati. In kar se dogaja v našem prostoru, je zelo povezano seveda z evropskim prostorom in širše. In podobno kot imajo izzive na tem področju ekonomisti po svetu, jih imajo seveda tudi naši. Poskušajo iskati rešitve in so seveda bistveno bolj uspešni v razlaganju, zakaj so se stvari zgodile, kot so se, kot pa v napovedovanju prihodnosti. Vedno gledamo vzvratno ogledalo, zato da pravzaprav poskušamo napovedati, kaj bo pred nami, in smo pri tem lahko samo bolj ali manj uspešni. Seveda se dogaja velika sprememba v sami doktrini, v tem, kar so pravzaprav osnovne teoretične podlage za razlago dogajanja, in tudi tukaj moji kolegi na področju ekonomije srečujejo kar nekaj izzivov, ki jih poskušamo tudi prenesti na pedagoško področje in na raziskovalno področje, to se pravi, da se spreminjajo programi. Lahko rečemo, da so spremembe pravzaprav edina stalnica, ki jo imamo. No, v zvezi s tem bi vas vprašala naslednje. Poglejte, pred časom smo s strani nekaterih vaših študentov slišali mnenja, da profesorji predavajo glede na lastne ekonomske orientacije. Govorijo o Hayekovcih, Friedmanovcih, Keynesjancih, gradualistih in tako naprej in tako naprej. Študenti se v takem naboru težko znajdejo in dobijo tudi da ne dobijo nekega širšega diapazona znanja, na osnovi katerega bodo morali seveda kot strokovnjaki odločati na različnih mestih. Ste profesorji zaznali kaj ta problem? Prav je, da srečajo različne poglede, ker dejansko ni enotnega pogleda na ekonomijo oziroma na gospodarstvo, na to, v katero smer pravzaprav se lahko razvijamo oziroma naj bi se razvijali. Tako da z tega vidika vidim tu velik izziv za študente. Praviloma so tisti študenti, ki študirajo prav posebej na ekonomiji, malo številni, ampak posebej izbrani, in z tega vidika tudi tisti, ki se morajo že zgodaj v študijskem procesu srečati z različnimi pogledi. Razen tega jih veliko pošiljamo tudi v tujino,
Ekonomska fakulteta veliko dela na mednarodnih izmenjavah in imajo tudi na tak način možnost se srečati še z drugačnimi pogledi oziroma razširiti svoj pogled na svet in potem pravzaprav si ustvariti svojo sliko, katera je pravzaprav tista, ki jo bodo lahko vsem srcem zagovarjali. Mislim, to je pa konec koncev delo intelektualca, ne, da se z širšega diapazona zna nekako orientirati. Tako je. Vsekakor ne želimo neke reprodukcije znanj, ampak dejansko neko kvalitativno uporabo oziroma presojo. Koliko oziroma kako pa ste prilagajali, če ste raziskovalni program fakultete glede na obstoječe ali pa razmere v minulih letih? To vas sprašujem tudi zato, ker že sami ekonomisti v svojih analizah pogosto navajajo, da imajo posamezni raziskovalci probleme zlasti v tistem delu, ki zahteva nek širši značaj. Gre za razumevanje kompleksnih vprašanj, kjer so potrebna pač dodatna znanja, recimo poleg ekonomskih, sociološka, antropološka znanja in tako naprej. Rekla bi, da smo v zadnjih letih naredili ogromen napredek. Če recimo pogledamo število objav v mednarodnih indeksiranih revijah, od leta 2000 naprej je ta številka danes 7-krat večja, kot je bila takrat na začetku. S tem smo dosegli tudi seveda bistveno večji vpliv oziroma bistveno večje število citatov. Tako da ekonomija in poslovne vede, kot jo vidimo danes, je daleč od tega, kar je bilo morda 10 let nazaj. In to je recimo tudi ena od stvari, ki se tiče raziskovalnega prostora znotraj Slovenije. Prizadevamo si trenutno, da bi se že področje ekonomije in poslovnih ved, ki sta eno od klasifikacijskih področij v ARRS, ločili oziroma da bi bili pravzaprav ne združeni skupaj, ampak drugo zraven drugega, ker imamo pravzaprav povedati nekaj na enem in drugem področju. Ste 4 raziskovalne fokuse ste nekako oblikovali, ne? Ja, oblikovali smo 4 raziskovalne fokuse, ker smo na nek način iz tega, kar smo v zadnjih letih dali možnost raziskovalnega razvoja praktično vsem svojim 160 raziskovalcem, ugotovili, kje so tista področja, kjer smo bili najbolj prodorni oziroma najbolj uspešni. To je nekje konkurenčnost, eno področje vezano z inovativnostjo in trajnostnim razvojem, potem je področje menedžmenta znanja, potem je področje menedžmenta poslovnih procesov in pa globalizacija oziroma mednarodna trgovina. To so pravzaprav tudi programske skupine, ki so oblikovane na posamezne teme in ki nosijo glavnino naših raziskovalnih prizadevanj. Na teh področjih se tudi intenzivno mednarodno povezujemo, na teh področjih imamo skupne mednarodne projekte, se udeležujemo konferenc, tako da to je pravzaprav tudi nekje smer, v katero želimo raziskovanje peljati naprej. Že same teme so po svoji vsebini multidisciplinarne in usmeritev, ki jo imamo na raziskovalnem področju na fakulteti, je, da želimo naprej razvijati multidisciplinarno raziskovanje, mednarodno odlično in multidisciplinarno raziskovanje. Z tega vidika se tudi poskušamo povezati z drugimi članicami fakultete, Univerze v Ljubljani, to se pravi, da tudi na tak način presegamo same poslovne in ekonomske vede še z tehničnimi vedami, z drugimi družboslovnimi vedami, naravoslovnimi vedami, da bi pravzaprav vsi skupaj prispevali k razvoju znanosti. Ker verjamemo, da je v multidisciplinarnosti pravzaprav prihodnost. V raziskovanje ste v veliki meri vključili tudi ekonometrijo, kar vam seveda nekateri očitajo, ker ste le družboslovna usmeritev. Družboslovno raziskovanje v osnovi je zelo heterogeno. V družboslovnem raziskovanju je zelo veliko tudi zelo analitičnega raziskovanja oziroma zelo kvantitativno usmerjenega raziskovanja, za kar potrebujemo ne samo ekonometrijo, tudi druge raziskovalne pristope. In če morda na drugih področjih potrebuje investicije v opremo, laboratorije in podobno, so pri nas potrebne zelo velike investicije v samo programsko opremo, ki jo potrebujemo za podporo, v same baze člankov, ne samo baze člankov, baze podatkov, s katerimi potem lahko mednarodne primerjave
peljemo in pravzaprav dajemo svoj doprinos k znanosti. Omenili ste znanstveno odličnost. Kaj pa za vas pomeni znanstvena odličnost, recimo v ekonomiji, in koliko ta lahko vpliva oziroma ima neke implikacije za nek razvoj? Znanstveno odličnost razumemo pravzaprav v mednarodnih primerjavah. In moram reči, da je v svetu nekje 12.000 poslovnih šol, več kot 12.000 poslovnih šol. In med temi je pravzaprav samo ena peščica takšnih, ki imajo mednarodne akreditacije, kot smo jih uspeli pridobiti in kot jih poskušamo vzdrževati. Ena je ACSB, ameriška akreditacija, druga je EQUIS, evropska akreditacija. Se pravi, skupaj med vsemi poslovnimi šolami, ki obstajajo v svetu, ekonomskimi in poslovnimi šolami, je manj kot 100 šol takšnih, ki imajo obe akreditaciji. In skozi to smo pravzaprav v družbi oziroma se primerjamo z odličnimi evropskimi, ameriškimi, azijskimi šolami in skozi kar nam je potem pravzaprav zelo jasno predstavljeno, kaj pomeni raziskovalna odličnost. To se pravi tako z vrhunskimi objavami v akademskih revijah, kot z citati oziroma vplivom, ki ga pravzaprav lahko dosežemo skozi svoje objave. In moram reči, da usmeritev vodstva, ki je pravzaprav želelo doseči mednarodne akreditacije in nas na tak način prisililo, da smo šli v internacionalizacijo, povezovanje s svetom, nam je v osnovi s tem dejansko odprlo perspektive, ki nam omogočajo daljše gledanje naprej oziroma razvijanje. Sprav, primerjanje se dejansko z odličnimi. Ker znotraj Slovenije je v osnovi verjamem, da smo dejansko najboljša šola na področju ekonomskih in poslovnih ved, tudi na področju raziskovanja. O razmerah v gospodarstvu seveda se veliko govori in tako na dnevni ravni, ne? Če k temu dodava še vprašanje razmer na trgu dela, kjer zlasti mladi izobraženi iščejo svoje mesto, pa zaznavamo zlasti v zadnjih letih veliko vnemo pri ustanavljanju startupov oziroma zagonskih podjetij. V teh so med ustanovitelji pogosto pojavljajo tudi ekonomisti ali pa študenti oziroma diplomati poslovnih ved. Kakšno je vaše mnenje o tem in koliko so vaši diplomanti oboroženi z znanji za tako sodelovanje ali pa ustanavljanje startupov? Tovrstne aktivnosti naših študentov zelo podpiram in mislim, da jih tudi opremimo s primernimi znanji. To se pravi, en od takšnih predmetov, recimo podjetništvo, potem računovodska, trženjska znanja in podobno. Hkrati pa tudi razumevanje širšega okolja, v katerem tak startup deluje. Tako da verjamem, da so opremljeni s potrebnimi znanji, ko zaključijo študij na ekonomski fakulteti in so z tega vidika primerni oziroma zelo pomemben akter pri tistih začetnih naporih startupov. Vedeti pa seveda moramo, da to ni nekaj, kar bi bilo značilno samo za Slovenijo, ampak je pravzaprav globalna značilnost startupov. Majhen del startupov je dejansko dolgoročno uspešen. To se pravi, veljajo za neke vrste izhodišče, iz katerega se bo potem nekaj prebojev zgodilo, iz katerih bodo potem zrasla mala, se pravi srednja in velika podjetja. Tako da z tega vidika so preizkuševalnica oziroma valilnica, ki omogoča zaposlitev sicer številnim, ampak vprašanje, v kolikšni meri je ta dolgoročna zaposlitev možna. No, ampak recimo v nekih razvojnih modelih pa najbrž ali pa, ne, lahko računamo na to, da bojo recimo startupi, kamer je fokus zdaj zelo intenzivno usmerjen, rešili gospodarstvo, recimo slovensko. Kakšno je vaše stališče o tem? Vsekakor bodo nekateri med njimi uspešno preživeli prvih nekaj kritičnih let in na tak način pravzaprav odpirali nova delovna mesta za dodatne zaposlitve. Če pa nimamo širokega izhodišča in že v začetku ne pričakujemo, da bo vsak od teh uspel, kar je povsem nerealno. To se pravi, če štartamo z velikim številom startupov, od katerih bodo nekateri uspešni, potem pravzaprav na nek način si zagotavljamo tudi prihodnost gospodarstva oziroma
dežele. Rekli ste, da se vaša fakulteta zelo usmerja v neko mednarodno sodelovanje. Pa me zanima, koliko možnosti tako povezovanje daje študentom, bodisi da drugi prihajajo k vam na študij ali pa da vaši študentje odhajajo na študij v tujino. Govorila sem predvsem o raziskovalnem povezovanju na mednarodnem nivoju. Hvala za vprašanje, ker dejansko je veliko povezovanja tudi na področju izobraževanja. Del zahtev, ki so jih pred nas postavile mednarodne akreditacije, je bilo tudi odpiranje programov oziroma mednarodne izmenjave, tako študentov kot tudi profesorjev in tudi strokovnega osebja. Tudi to, da pošljemo nekoga, ki je sicer podporna služba, na podobno šolo v tujini in pravzaprav odpira povsem nove perspektive in nove možnosti, kako potem, s kakšnimi idejami pridejo nazaj in kako delo poteka. No, za študente je možnost izmenjav precej velika. Letno izmenjamo 300 študentov v posameznih semestrih, približno toliko oziroma še nekaj več jih pride k nam. Glavnina teh študentov zdaj prihaja pravzaprav iz Nemčije, Francije, tudi skandinavskih držav in nekdanjih jugoslovanskih republik. In kar je seveda povezano tudi s tem, da smo morali za študente, ki prihajajo k nam, zagotoviti tudi izvajanje predmetov v angleškem jeziku. Del sploh pri vas poteka v angleščini, del študija, ne? To se pravi, polovica programov ima poleg slovenske izvedbe hkrati tudi angleško izvedbo. In pomen te angleške izvedbe je tudi v tem, da za tiste študente, ki sicer ne grejo na izmenjavo zaradi takšnega drugačnega razloga, lahko doživljajo internacionalizacijo doma. To se pravi, da so v razredu skupaj s tujci in pravzaprav prisiljeni razmišljati zunaj običajnih okvirov in pravzaprav srečati tudi druge kulture in na tak način pridobivati izkušnje. Ker zajeten del študentov pride na izmenjavo, bodisi da prihajajo drugi k vam študirati ali pa vaši grejo ven. Kakšen učinek pa ima to recimo na širjenje znanja, na odpiranje nekih novih razmislekov, modelov in tako naprej? Kako se to pozna? To je zelo zajeten del, ne? 300 ste rekli, cirka, ne? K temu moramo prišteti potem še posebej študente na doktorskem študiju. Približno tretjina študentov na doktorskem študiju je tujcev. Potem pa v letnem času imamo zelo uspešno poletno šolo, na katero pritegnemo več kot 500 študentov, pri čemer moram reči, da smo postavili zgodnjo mejo, da se lahko s študenti še na kvaliteten način ukvarjamo, sicer bi jih bilo še več. Ti študentje prinašajo s sabo svoje študijske navade, ki jih pravzaprav večinoma vidimo kot zelo pozitivno. Če se boste po popoldanskih in večernih urah sprehajali na fakulteti, boste srečali veliko teh tujih študentov, ki dejansko živijo za šolo in tukaj preživijo ogromno časa. Se pravi, dejansko veliko časa v študijskih skupinah, v knjižnici in v samem študiju. Hkrati pa seveda prinašajo tudi drugačne diskusije v razred, takšne, ki so bolj multikulturalno obarvane in s tem so vsekakor velika obogatitev in dober izziv za pedagoge in za naše študente. Kakšno pa je sodelovanje pri raziskovanju, recimo s tujimi raziskovalci, oziroma kako se vaši profesorji odzivajo na to in koliko so pripravljeni? Ker ste rekli pač, da je fakulteta usmerjena nekako globalno, nenehno povezovanje. Dve akreditaciji, o katerih sem govorila, ena od njih je ACSB akreditacija, pravzaprav zahteva poročanje o vsakem pedagogu pri nas, koliko je tudi raziskovalno aktiven. To nekje pravzaprav sugerira, da ni prepuščeno posamezniku, da je povsem neodvisen od tega, kar pravzaprav dela fakulteta in da je pravzaprav zavezan usmeritvam fakultete na raziskovalnem delu, kar se tiče raziskovalne odličnosti in uspešnosti. Konkretno je zahteva od vsakega od pedagogov, da je, temu rečemo, akademsko kvalificiran. To se pravi, da ima v zadnjih 5 letih
dovolj objav, s katerimi pravzaprav lahko izkazuje to mednarodno odličnost. In za doseganje tega je v osnovi potrebno tudi mednarodno povezovanje. Mi imamo konkretno v tem trenutku 25 tujih profesorjev na dolgoročnih pogodbah. To pomeni, da pridejo na fakulteto, tukaj predavajo, predvsem pa raziskovalno sodelujejo z nami. Razen tega imamo več kot 50 gostujočih profesorjev oziroma visiting scholars, ki prihajajo za krajše obdobje tudi pretežno z raziskovalnim namenom. Spodbujamo raziskovalno bivanje naših sodelavcev v tujini, tako da en del raziskovalnih sredstev, ki jih ima posameznik na razpolago, je namenjen ravno temu, da lahko nekaj časa preživijo v nekem tujem okolju, na tuji univerzi in na tak način pridobivajo znanja, predvsem pa se raziskovalno povezujejo. Potem pa še posebej spodbujamo odlične objave, ker moramo pravzaprav tudi spremljati statistiko, kakšen delež mednarodnih objav je nastal v sodelovanju z nekom, ki ni raziskovalec na tej inštituciji. Tako da pravzaprav še posebej spodbujamo objave s tujimi profesorji in tudi sama individualna raziskovalna sredstva na posameznika so vezana na njegovo uspešnost. Tako da to je en tak krog, ki poskuša spodbujati raziskovalno odličnost, mogoče še vezano na to, kar smo prej govorili o raziskovalni odličnosti. Pa še stimulativno deluje na delu se, recimo. In to, kar sem prej govorila, to se pravi, takšno število povečanja mednarodnih objav ni naključje oziroma se ni zgodilo samo od sebe. Je pravzaprav rezultat prizadevanj zdaj že kar nekaj let, ki pravzaprav spodbuja sodelovanje, spodbuja objave. Zanimivo, da sodelujete tudi s Konfucijevim inštitutom, to se pravi s Kitajsko, ne? To je pa na nek način en tak kar izziv, ne? Kitajska ima pravzaprav zanimivo stališče glede Konfucijevih inštitutov, ki so postavljeni še v nekaj primerih na poslovne šole, čeprav so v svojem osnovnem poslanstvu pravzaprav poslaniki kitajske kulture oziroma vsega, kar pravzaprav je s tem povezano. Vendar pa so močno vezani tudi na delovanje oziroma na gospodarstvo in verjetno je zato tudi povezava s Konfucijevim inštitutom in ekonomsko fakulteto nastala. Moram reči, da z tega naslova izhaja veliko pozitivnih učinkov za fakulteto, povezujemo se dejansko z odličnimi kitajskimi šolami. Ravno v mesecu juliju smo imeli konferenco, na kateri smo gostili Združenje evropskih in azijskih šol, v katerem so poleg najboljših evropskih šol, kamor smo bili pravzaprav tudi vključeni, tudi najboljše kitajske šole, to se pravi dekani teh šol so nas obiskali, kar je vse povezano z delovanjem Konfucijevega inštituta, plus temu obisku dekanov je bila pridružena še zelo dobra raziskovalna konferenca, na kateri smo spet poskušali pravzaprav graditi mreže oziroma povezovati kitajske raziskovalce z Hongkonške univerze z našimi, z ustreznih področij. Tako da to je pravzaprav že ena od takih aktivnosti, za katero predvidevam, da bo imela še pozitivno učinke. Kakšna pa je pripravljenost recimo Kitajcev, kitajskega recimo raziskovalcev za sodelovanje? In kakšno je njihovo mnenje recimo o teh vaših dejavnostih? Namreč zaradi tega, ker vi ste tudi zelo uspešni pri ustanavljanju ali pa izvajanju teh poletnih šol. Mislim, da ste celo prvi v srednji Evropi, ne? Ja, poletna šola, kjer Zahod srečuje Vzhod, je pravzaprav najbolj uspešna poletna šola v tem svetu, kar se tiče števila obiskovalcev, kar se tiče študentov, ki se poskušajo vračati, zadovoljstva vseh, ki so povezani z njo. Tako da je uspelo kar ugasniti kar nekaj drugim poskusom poletnih šol in so se pač študenti, ki bi sicer šli na te šole, preusmerili na ljubljansko. Kako mislite, Zahod srečuje Vzhod? To je tema poletne šole.
To se pravi, da se v prostoru, kjer smo, srečuje zahod Evrope s vzhodom Evrope, danes je pa pravzaprav še precej študentov iz Srednje Azije in drugih azijskih držav, ki tudi prihajajo na to šolo, se pravi na našo šolo, z željo po srečanju Evrope, kot jo lahko predstavljamo za ta del sveta. A ste kaj ugotavljali, kakšen je recimo izplen teh srečanj? V smislu oblikovanja nekih novih znanj, novih pogledov in tako naprej. To je za vse študente, ki se udeležijo poletne šole, zelo bogata izkušnja, ker se vidi tudi potem, da se poskušajo vrniti v naslednjem letu. In hkrati pa je to tudi za njih prvo srečanje z našim prostorom in marsikomu med njimi je to srečanje pozitivno in všečno, tako da ostanejo potem še na kakšnih bolj dolgoročnih oblikah študija. To se pravi, da se dejansko vpišejo na naše programe in predstavljajo del kvote tujcev, ki jo imamo. In to so praviloma zelo dobri študenti. Me zanima, poglejte, številčnost vaših razvejanih študijskih programov in pa število diplomantov, ki bi se na nek način nujno moralo poznati tudi pri urejanju in uspešnosti gospodarskih razmer v državi. A zadeve ne gredo in ne gredo. Gospodarstvo ne najde pravega nujnega zagona, tudi finančni sektor res ne briljira. Domnevam, da se vaši diplomanti zaposlujejo na mnogih teh mestih, ki je kratek stik, glede na to, da ste prej rekli, da na nek način jim dajete dovolj znanja, dovolj neke motivacije, nekega nabora, nekih veščin, kjer bi lahko karkoli naredili, recimo v prid nekega razvoja. To je dobro vprašanje. Verjamem, da se pravzaprav tukaj srečujejo različne generacije, kasnejše generacije, kot so šle skozi fakulteto, so pravzaprav opremljene z drugačnimi znanji kot tiste, ki so morda študirali 20-30 let nazaj. Tudi v mojem času, ko sem bila še študentka, smo se pravzaprav učili druge stvari. In za te generacije, ki pravzaprav zdaj zaključujejo, je po eni strani potrebno nekaj časa, da se uveljavijo, po drugi strani kar precej odličnih študentov med njimi najde zelo dobre začetne pozicije v tujini, to se pravi, da jih na nek način izgubimo. Jaz upam in verjamem, da je ta izguba samo začasna, da se bodo potem opremljeni z dodatnimi izkušnjami vrnili. To se pravi, verjamem, da študentje, ki jih izobražujemo in ki prihajajo zdaj ven, so opremljeni znanji, potrebujejo pa nekaj časa, da se uveljavijo in predvsem se mora na nek način zgoditi tudi zamenjava generacij, da se lahko pravzaprav nova znanja in to, kar prinašajo s sabo, uveljavi. Je pa seveda tudi res. A se kdaj pogovarjate z njimi o teh problemih? Pogovarjamo se in dejansko čutijo zelo veliko omejitev v tem, kako jih pravzaprav slovenski prostor sprejema oziroma kam se lahko umestijo, predvsem zaradi tega, ker imajo zelo visoke ambicije, govorim seveda o najboljših študentih, imajo zelo visoke ambicije, sam prostor pa zanje nima vedno se pravi, ni prostora za umestitev v obstoječe strukture. In tukaj ne mislim, da želijo kar čez noč postati vodilni, ampak da pravzaprav lahko pokažejo svoje znanja, je povezano tudi s tem, koliko je pri obstoječih strukturah podjetjih in v različnih inštitucijah v državi razumevanja za to, kaj lahko prispevajo in da se jim z tega vidika da priložnost. Tako da bojim se, da jim tujina daje z tega vidika več priložnosti in da zato tudi odhajajo.